zgodovinarja, verjetno gre to za porfirogeneta. Ampak ena druga zadevščina je, Istra recimo je še leta 599 dobila Novigrad kot mesto, ki so ga prebežniki iz Emonije, Celja in Ptuja sezidali in ga poimenovali Emonija. To en hrvaški zgodovinar zelo natančno opisuje, jaz sem to pri njemu našel. Sem pa našel eno drugo zadevščino. Namreč Hrvati so leta 1941, ko so najprej trdili, da so germanskega porekla, izdali učbenik za srednje šole in v knjigi, učbenik, Hrvatska povijest za 8. razred srednjih škola iz 41. leta že izšel za časa NDH, govori o iranskem poreklu. Pa me zdaj zanima, koliko je na temu je to bila prisila Berlina do NDH-ja, da so morali spremeniti poreklo, oziroma koliko je na temu resnice. Ena informacija, ki si jo dobil od obiskovalca Perzepolisa, da bi naj bila Hurovatija od pradomovina Hrvatov nekje na teritoriju, ki ga danes zasedajo deloma Iran, deloma Perzija, deloma Afganistan, kot Hurovatija. In naj bila vazalna država Darajev Prvi. Jaz bom zelo enostavno komentiral. Od vseh teh zgodovinskih dokumentov je porfirogenet daleč najbolj zanesljiv. Jaz sem ga kar preštudiral, ne v grščini, ampak v hrvaških prevodih in moram reči, da se strinjam z navedbo. Torej, on trdi, da so se priselili iz Bele Hrvatske, tudi navaja približno, kjer bi bila Bela Hrvatska, med Baltikom in Črnim morjem. In ta lokacija približno ustreza temu Zakarpatju, kot je govora. Podobno ima tudi nek Anglež, ki ima zemljevid, tudi navaja to. No, še nekaj je, tam je bila Bela Hrvatska, Belorusija, zdaj pa je tam Bela Srbija, zdaj pa je tam Belorusija. En kup enih stvari je, ki se poklapajo. Takrat, ko je bil izvoljen papež Janez Pavel II, ki je iz južne Poljske, škofija Krakov, je glas koncila napisal, da je novi papež Hrvat. In sicer je govoril ta članek o tem, da je pred 1000 leti je na zemljevidih ta južna Poljska imenovana Kroacija. Jaz sem šel bolj gledat in sem res videl, recimo ravno te Helmholtz-Wirth-Geschichte sem našel ta 1000 let star zemljevid Evrope in je res napisano, tam, ki je danes Krakov, piše Kroacija, cela južna Poljska, tako da vidim, da ni to samo iz narodnega ponosa bilo tako rečeno, da je papež Hrvat. To je bila res Kroacija. No, ampak drugač pa ta Helmholtz-Wirth-Geschichte, sem jo imenoval, to nemška svetovna zgodovina, samo pravi, da so, kot citira Porfirogeneta, samo pravi, da so prišli iz severa, neč pa od kje. Mogoče še ena zanimivost. Pred par leti je na simpoziju tu v Ljubljani en hrvaški kinetik pokazal, da je najpogostejša, da je v zahodni Hercegovini, tam, kjer so štokavski Hrvati, najpogostejša haploskupina I, katera podskupina je, ne bi. In južno od Belorusije je v sedanji Ukrajini en otoček, kjer je tudi pogostost te iste haploskupine mnogo večja kot v vsej okolici, sem dol do Hercegovine. To se pravi,
so genetiki tudi nekako nakazali, kje je bila zadnja postojanka Hrvatov, preden so prišli v Kninsko krajino in zahodno Hercegovino, kamor jih je povabil bizantinski cesar, da bi dalmatinska mesta branili pred Ogri. In ko pa slišimo, da se govori o iranskih plemenih, je treba pa zašpičiti ušesa, ker genetska sestava pa jezikovna sestava Irancev pred 8000 leti ni isto, kakor jezikovna sestava pred 1000 leti ali pa pred 2000 leti. Ker potem, ko so okrog leta 2000 ali malo kasneje Kitajci vsiljivce nagnali na zahod, so bila stalna udiranja tistih ljudstev, ki so preudirala na Kitajsko, so ta udirala na zahod in ena prvih tarč je bil Iran in so prvotno prebivalstvo močno potujčili. Potem so pa še po letu 620 udarili Arabci v Iran in zdaj je Iran mnogo manj slovanski, kakor pa je bil recimo pred 6000 leti. Zato, ker če nekdo reče, ja, to so bili pa Iranci, kot da hoče pokazati, to se pravi, gotovo niso bili Slovani, je to lahko zavajanje. To drži za zdaj. Ne, zdaj Iranci niso Slovani, ampak pred letom 1000 pred Kristusom je bilo pa stanje popolnoma drugačno. Ne, in Hrvatje, koliko časa so rabili tam iz Srednje Azije, da so prišli v Ukrajino, pa potem k nam, tega še nič ne vemo. Žal je to še neraziskano. In zanimivo je pa tudi, da to hrvaško skupino najdejo tudi pri Ujgurih, pa pri Uzbekih, za Kirgize pa že nisem siguren. Vendar je tam malo, pa v Iranu je tudi, vendar malo. Najbolj koncentrirana je pri štokovskih Hrvatih v zahodni Hercegovini. In če gledate Srbe in štokovske Srbe in štokovske Hrvate, imajo mnogo vzhodno-slovanskih jezikovnih značilnosti, ne pa zahodno ali pa južnoslovanski. In proglašanje njihovega jezika za južnoslovanski je spet ena potvorba, ki je pisana na kožo. Dejansko je to in dejansko imajo vzhodnoslovanske značilnosti. Seveda so podjarmili Čakovce, so podjarmili Kajkovce in jih proglasili za Hrvate. V resnici pa to dvoje vidimo na zemljevidu, kaj je bilo. Ja, še en list kroži s podpisi, pa knjige lahko kupite, ne? Zdaj, če šlo še ni, imate še možnost. En se je javil. Ja, kaj je to? Prej se je govorilo o teh priselitvah in vse bolj mene utrjuje o tem prepričanju, da v tistem območju, za katerega naj bi priselitvena teorija trdila, da so nekoč živeli Slovani, da to popolnoma ni mogoče. Namreč v tistem času, v sredi prvega tisočletja po Kristusu, je to območje bilo tako redko poseljeno, zlasti, ker je bilo močvirnato, da je sploh nemogoče, da bi toliko ljudi po Evropi se od tam selilo. In meni se samo to dejstvo kaže, da smo pač Slovenci tukaj že od nekdaj in da v tistem trenutku, v tistih nekaj letih niso mogli v tako kratkem času od nekod toliko ljudi priti. Ker tudi ni bilo mogoče, da bi tam toliko ljudi živelo. No, lejte, tukaj bi bilo dobro še nekaj drugega povedati. Taki ločeni podatki so krasni, ampak lejte, tipičen primer je, to bi mogoče Perlich je to na to upozoril, torej jezikoslovci, arheologi, pa zgodovinari so se vrteli v krogu,
In vsi so se sklicevali na dosežke in citate in mnenja drugih. Ne? Ja. In šele celovit pogled je pokazal, da se samo vrtijo na navedbah in citatih brez kakršnih koli dokazov. Ampak dokler se nekdo ukvarja samo z arheologijo, je bilo krasno reči, arheologija, to pa to smo najdli, ne, jezikoslovci pravijo, tudi tako, oni pravijo, tudi tako, ne, krasno, člank, fino, vse štima, ne. Nihče se pa ni vprašal, kaj pravzaprav dejansko pove, kje je vsebina in kje je celotna razlaga. Ko je pa to pogledal nek človek, ki je videl celoto, je pa tako ugotovil, poslušajte, kaj se povedali ti ljudje? Pripisuje eno drugega, nobenega dokaza nima. Zato je treba te dokaze, te posamezne drobce zbirati in videti celoto. Ne? In ravno Alineji, ki sem ga naročil, ki sem ga prej citiral, tudi zelo zanimivo, on je tipičen primer takega širokega pogleda. Ne? Upošteva vse to. Ja, jaz mislim, da smo zaključili. Če bo kakšno vprašanje, pa se veste, tisti, ki je knjige kupil, ima moj e-mail, lahko se pa še tudi kakšna reč še dodatno reče. Hvala lepa. Ja, mislim, da zaključno besedo moramo dati pa naši stari.